be exposed. Then I'm going to give you all a cigarette break and the artists their time to get ready. And I'd like you to thank Professor McStay once again, and then we're off to the cold or to the snacks thing. Thank you.
Kdo mi mora dati signal, da lahko začnem? Yes. Okay. Ja, ok. Zdaj prvo, ker nas je ostalo tako enamestno število, prosim, če se vsi usedete v trikotnik med kamero pa temi tu sedi, da zgleda crowd barem na posnetku. Ne, come on, thanks, da ste uspeli izgurati po tako napornem dnevu, takem roller coasterju, vse to. Midva imava band in ali pa demo band, živiva celo svoje odraslo življenje, vsak od naju na tem križišču med umetnostjo pa tehnologijo in imava tako navado, tako kot starejši občani, da hengava vsake tok, pritimač vsak dan. Zjutraj na kavici, v pritličju in tako chatava basically ravno o teh temah, ki so tema tudi te konference. In pol, ker istočasno v tem pritličju sedita tudi Barbie in Monika, se ni bilo težko zmeniti za tale slot v tem urniku. Torej, to je taka insiderska stvar. Ta najin demo band, kot piše tam v onem v letaku, funkcionira tako, da chatava pa izumljava, kaj bi midva lahko skupaj in ker se Marko aktivno ukvarja z AI-jem poslovno, strokovno, profesionalno in je z artom in tehnologijo, pol pač se te ideje kar kopičijo. Pa bomo danes malo pokazali, tako da gremo po vrsti, imamo neke slajde. Kazalo je zelo preprosto, imamo 3 stvari. Ena je prva, druga je druga. Dobro. Želel sem biti izrazito jasen s temi slajdi, da ne bo pomote, jaz nočem, da je možno interpretirati nekako široko, od tega tukaj. Zdaj jaz bom malo privatiziral ta prvi blokič moja prazgodovina je pravzaprav primerljiva s tem sedanjim trenutkom in takrat v začetku 90-ih in proti sredini 90-ih, ko je globalni hype na temo weba postal neznosen, smo mi imeli, tako kot je ta beba Vijan malo prej omenjala, imeli smo tak kratki window, ko lahko hijackaš ta hype, zdaj, kako temu rečemo po slovenski, jaz ne vem. Ampak to je otprilike situacija, v kateri smo danes in da vidimo, kaj so pa zdaj kot en prvoborec, kot en preživeli, en survivor iz unih let, kaj so neke lekcije, ki so mi pomagali doživeti to globoko starost. Sorry za language, enostavno, najprej sem določil velikost črk in sem pol videl, da mi ne grejo v eno vrsto in sem pol malo skrajševal vse, ampak se da slediti. Pa font mi je bil všeč, sem ga ukradel. Torej, razen onih bazičnih stvari, ki bi naj veljale za ves art, nekaj v zvezi s talentom, pa nekaj drugega v zvezi s strastjo, te take dolgočasne srednjeveške kategorije in brez katerih ni niti sodobnega new media ali pa kritičnega media arta, so tu še neke morda novosti ali pa barem, kažem, lekcije, ki smo jih potegnili z netartom. Prvo je iskanje specifike. In to je kardinalna, ključna kritika, ki jo imam do tega vsega, kar danes mediji tržijo kot AI art. In to je slikarstvo z drugimi sredstvi ali pa književnost z drugimi sredstvi, kjer je produkt spet samo en kos književnosti ali pa en kos slikarstva. Pravo vprašanje je, kaj je medijski izraz ali pa format in seveda tudi vsebina, ki jih ti lahko prvič zdaj dosežeš zahvaljujoč obstoju tega nekega novega tehnološkega vala. In pri net artu, torej pri tisti dejansko originatorski, kreativni ali avantgardistični umetnosti, ki je raziskovala internet, je test of time preživel samo tisti tip arta, ki je znal odgovoriti na vprašanje specifike. Druga stvar, vrhunski indikator, da je nekaj v tehnološki sferi morda umetnost, je, da je stvar neuporabna. The very second, v isti trenutek, ko zadeva začne izgledati, da je uporabna, pustijo primeru, ne se jo več dotikati, it's not art, it's not valid, it's not valuable. Tretja alineja, ki govori o tem, da je internetna umetnost ostala le zarobljena v sfero simboličnega funkcioniranja, to je taka
žalostna izjava, tako klavrna, melanholična. Namreč mi smo začeli z izrazito agresivno, avangardistično, utopistično dikcijo o smrti muzejev, kjer smo danes, do smrti vseh drugih oblik administracije in posredništva v kulturi, tako strašno bombastične izjave, ampak seveda izkazalo se, da je svet malo kompleksnejši in da je ta pozicija nevzdržna. In prav tu je ta ključ, ta kratek window, ne, da je internetna umetnost izrazito time sensitive ali pa time based even, tako kot, ne vem, pop art, ki je imel neko svojo relevanco tistih nekaj sezon in nimaš kaj danes raziskovati kubizma, ne? Lahko stilistično, ampak it's like bad idea, right? Ok, poskušal sem zdaj samo naštepati skozi 4 neobstoječe slovenske besede prtljago, s katero sem stopil v ta band. Zdaj, Marko, a imaš ti nek feeling, da bi ti tako rekel kako svojo, to nismo se nešto zmela? Samo da ti sliši barvo glasu. Dobar dan, jaz sem Marko. Ja, že jaz sem Marko. Jaz se ukvarjam, ko je rekel Vuk, bolj poslovno s tem, ne. Delam v eni kanadski firmi za zbiranje obveščevalnih podatkov iz odprtih virov, temu reč temu, ne. Spravi sem neke vrste špionski analitik, ne. In zdaj, zato uporabljam pač te tehnike AI-ja, ne, spravi machine learninga v glavnem in to. In v glavnem obdelavo teksta in analizo tega, ne. In z Vukom imamo potem dosti presečišč, ne, pri teh umetniških projektih, še posebej, kar se, ko pride za obračanje teh surveillance tehnik na umetnost, ne, spravi uporabljanje tega umetniške namene, v smislu parodije tega ali pa kritike, rečemo temu, ne. Jaz ne nastopam pogosto in se izražam tehnično, ne, tako da z Vukom so naredila en par vaj, ne, kako bi jaz pojasnil to, ne, kar bo šla skozi, ne. Upam, da bom dovolj razumljiv, če ne pa, ker predvidevam, da ste lajki, ne, vsi na tem področju v tehničnem smislu, ne. Okay, ja. Vuk me bo popravil, no, če bom zablodil, ne. Mislim, da si v redu šel skozi. To je Marko. Sorry. Ok, ampak da, mislim, apropo tega, ali je to zdaj parodija ali kritika, to je važno, ker je včeraj Kathleen, kdor je bil, med unim predavanjem dala tak en lep kvaliteten warning, zelo lepo, da je to naredila prav v oni stavbi od bivše, oziroma od moderne, ko je rekla, wait, guys, pazite, ko delate art, ki je lahko inspirativen za inženirje, ne. Obstaja namreč ta kokoš jajce situacija, kjer se malo zgubljamo in če si med artisti, se pogovarjamo o tem, kako tehnologija vpliva na naš art in kako zdaj mi sledimo neki tehnologiji in kreiramo to parodijo ali kritiko. Po drugi strani, če si med inženjerci, če hodiš na free predavati ali se družiti in gostovati, poslušaš skozi o tem, kako je sci-fi in druge oblike kulture izrazito vpliven na način, kako oni razmišljajo in kreirajo svoje cilje in jih potem zasledujejo. In to je tak duhovita, kako se reče, klackalica po slovensko, whatever. Anyway, to je tak interesantna soodvisnost in trekanje tega, tako kot je ta tipo malo prej, ko je z Mukijem sedel, kako mu je ime, pokazal onega Duchena, onega Francoza z elektrodom. Prečudovito je to področje medijske arheologije in obožujem to in tako zbiram take slikice in krasne. Ampak fora je o tem, da moraš razumeti, da si originator. To jaz mislim, da je izrazne glede na to, na področje, v katerem dejansko funkcioniraš. Bang. I remember clicking. 2. Zdaj da vidimo, kaj je ta naš demo band. Evo. To je kazalo, 5 stvari bomo nekako pokazali. Ali so v fazi ideje, ali so v fazi demo, da se nekaj že da videti. Ampak nisem ta pong naredil sem zato, ker mi je iz fonta bil intuitiven, ampak zato, ker se stvari premikajo naprej, pa tudi nazaj po tej časovni premici, ki jo nekako implicira ta fantastičen graf. Torej, naredila sva, to je 5, rečemo, zabeležk, jih je še neko število, ampak sva se odločila, da vam bomo samo teh 5-6 ur vzeli danes za bazični demo. In zdaj, za vsakega smo naredili in mali page. Zdaj bom jaz bom te dva zdaj taka, ki sta spekulativna. SDS bot, tu sva nekaj malega že začela in kako se lotiti in kaj je s korpusi in tako naprej. Zelo banalna stvar, vnosno polje za clear tekst, kakršenkoli, kjerkoli kratek tekst v slovenščini, kratek, lahko daljšega.
ki ti prevede stvar v Janša language. Mava razne ideje, kako se lotiti, ampak kot rečeno, ta zadeva je še vedno v tej super spekulativni mali fazi, ampak hočem pokazati, kakšen tip zadev mi tako mečemo en drugemu čez mizo v Brdličju, vsako jutro ob 9. Mislim, da bi ta stvar bila lahko duhovita, lahko, recimo en detalj je, najprej bi moral obstajati identifikator in cel model, kako deluje, torej, ki prepoznava in zna, kako deluje hate speech online. Seveda tega modela nimamo, imel bi ga morda tudi Facebook rad, če ime verjeti. In bi ta naša stvar morala časkom počakati, da se uno tam rodi, pa še v slovenščini, pa potem nastati, ne. Ampak ne, wait a minute, dajmo obratno, dajmo jim pokazati pot, dajmo pokazati, zakaj je to morda interesantno. In seveda, jaz sem dal enkrat na puščico samo na desno, ker nisem imel nedvosmerne, ampak gor zato piše. Seveda, ta isti hate speech bi bilo dobro znati prevajati v clear text, če se temu tako reče. In to se bi nam zdelo fora razviti. Nekaj smo malo gledali, ampak da bi bil neki demo, pa ne, no way. Druga taka stvarca je algebra ali aritmetika romanov ali pa aritmetika književnih tekstov. Kaj, če bi lahko delali osnovne aritmetične operacije z teksti klasične ali kjerkoli literature? Če bi torej Hamlet krat Dorian Gray naredili, da je ta, zblojeni, premladi princ, istočasno super pokvarjen in ima tako paralelno eksistenco, ne. Kaj pa, če bi iz Juliksa oduzeli Molly, to je neka beba, neka masturbacija, da vam ne razlagam. Mislim, dobesedno. 16. junij vsak let je Bloomsday, dan, ko svetovna javnost, ki obožuje Juliksa, po celi Evropi ima neke poulične svečanosti branja Juliksa, to je pa datum dogajanja Juliksa samega, ki pa ga je Joyce izbral, ker mu je takrat Nora zdrkala v parku. Zato sem rekel, sorry, moral sem razložiti. Dobro, trik je pač v tem, pri tej zadevi, da nekaj analognega temu, bistveno drugačen je seveda brez AI-ja nikjer blizu, so delali eni zanimivi Francozi, če je kdo tle iz književnih voda, neki Oulipo, Ouvroir de la littérature potentielle, to je ustvarjalnica potencialne literature, pa sem dodal še AI. Oni so 60-ih že s Kenojem in Georges Perecom začeli strašno seksi stvarmi v književnosti. Če slučajno kdo malo nagnjen, se bi zelo rad družil in pogovarjal o tem, ampak ne več zdaj. And now, zdaj boš malo ti več govoril, pa bom jaz najprej rekel, kaj je bila kao hipoteza. Pa tu že imamo neki demo, a velja? Ja. Ideja je, da če imaš dovolj velik korpus knjig digitaliziranih, lahko iz njih ekstrahiraš omembe ulic, za knjige zveš, katere žanri so, kdaj so nastale, in potem rečeš, ok, iz teh 100 knjig se omenjajo te berlinske ulice in pa rekreiraš zemljevid Berlina iz špijonskih romanov. Ne. In to je tak začetek razmišljanja, ali pa kako bi izgledali seveda te isti romani vezani na neke dekade nastajanja in tako naprej. Lahko bi pokazal, kako se romanse v Parizu dogajajo najprej v tem delu mesta, pa potem v onem delu, pa v tretjem delu mesta. Ne vem, tu by the way, jaz čutim business interest. Ne biti začudeni, če ste kam potovali, pa naenkrat najdel kao književni zemljevid tega pa tega mesta. To je tako startup kultura. Ne? Ampak, zdaj bo Marko dobil mikrofon, danes je nekaj tudi nastalo. Aha, kje je tam? Wow, no way, kako to? Did I give you the old file? Fucking shit. Nastal je tako seksi file, ga bom pol poiskal in ga bom pokazal. Ne morem verjeti. To je stari, ta je brez veze. Sramota. Pa sem preveril. Kaj čem zdaj? Bom jaz povedal. Ti povej, kaj si dosegel. Ti pa 5 zamenjati. Lahko, ja, tudi to. Vzameš mikrofon, pa grem jaz s laptopom se igraš. Se pravi, glede na to, kaj jaz delam, pol tudi berem, mislim, že dolgo časa špijonsko fikcijo, vohunske romane. In pol me nekega dne spreletelo, kaj pa če bi jaz probal, se pravi, v Berlinu se to največ dogaja, ker je bila hladna vojna in to. In sem se mislil, kako bi bilo, če bi probal iz
teksta teh knjig rekonstruirati recimo položaj berlinskega zidu, ne? Ker logično nekako bi sklepal, ne, po vseh teh knjigah, ki sem jih prebral, da se v bistvu največ dogaja ob zidu, ne, zaradi tega, ker mora folk bežati, ne, in tako dalje. No in potem sem obdelal, sem vzel enih 50 knjig in sem izvlekel ven imena berlinskih ulic, spravi, to je AI tema, zaradi tega, ker sem uporabil nek AI modul, ki izvleče entitete iz teksta in jih anotira, primerno temu, ali so to geografska imena, ali so imena organizacij in tako dalje. In se pravi, geografska imena sem pobral ven in jih povezal med sabo, to je nek preliminaren test, lik to, da sem videl, kako so te ulice med sabo povezane, ne? Recimo to ni ulica Kreuzberg, ki je pač okrožje in pa so to ulice, kakor so bile v stavkih pač povezane, ne? Te geografske entitete, ne? No, pa sem pa to narisal še na zemljevid in to zdaj Vuk išče. Ja, narisal na zemljevid, tako da bi videl, a je ta geografska distribucija teh zaznanih ulic iz knjig ustreza položaju berlinskega zidu, ali pa je morda to samo, ali pa morda to odraža samo najbolj znane ulice v Berlinu, kjer so se pač ti pisatelji, ki so te knjige pisali, pač, ki so jih obiskovali, ne. Spravi, ali odraža to pravzaprav nek turistični zemljevid Berlina, ne, pravzaprav, ne. A to res? No, te knjige, glavne so John le Carré, pa Lee Dayton, pa to spravi neke klasike vohunske fikcije in na koncu je izpadlo, da, ko bo Vuk to pokazal, da v bistvu to dobro ponazarja, ne.